Specifična kombinacija oznak v notranjosti cigaretnice izkazuje, da je bila le-ta izdelana v Birminghamu v Veliki Britaniji leta 1919. Toda, temeljna vrednost te cigaretnice ni ne v srebru, ne v letnici izdelave, pač pa v gravuri, ki je nastala za Božič leta 1941 v Egiptu in v njenem lastniku Ivanu Rudolfu. Ivan Rudolf, vnet protifašist in velik narodnjak, je pod okriljem jugoslovanskega odbora iz Italije in pod okriljem zahodnih tajnih služb zbežal na Bližnji vzhod in v Afriko, še preden je Jugoslavijo zajela druga svetovna vojna. Med drugo svetovno vojno je po celotni Afriki zbral okoli 4500 Slovencev, ki so bili nekdanji italijanski vojaki zajeti pod anglo-ameriških sil. Vključeni so bili v jugoslovansko kraljevo vojsko na Bližnjem vzhodu, pozneje so se pridružili prekomorskim enotam Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije. Ivan Rudolf je istočasno zbral elito prostovoljcev, padalcev, ki so jih zahodne tajne službe, predvsem dve tajni britanski službi, izurili v radiotelegrafiste, diverzante in domače in jih v spomladi 1943 pošiljali na slovensko zemljo, da so vzpostavili stik med partizani in zavezniki. Vojaški angažma Ivana Rudolfa se zrcali v verzu znamenite Gregorčičeve pesmi Soči, ki je na tej cigaretnici vgravirana. Srdita čez Brnovo stopi, ter tujce zemlje lačne topi. Vgravirani zemljevid pod verzom pa vizualizira temeljni cilj Rudolfovega delovanja. To je padec krivične rabajske meje in povrnitev slovenskega ozemlja Jugoslavije. Pod verzom je vgraviran zemljevid slovenske zahodne meje oziroma slovenskega zahodnega ozemlja. Krepkeje sta vgravirani slovenska zahodna meja, središčem v Gorici, in slovenska severna meja, središčema v Beljaku in Celovcu. Neizrazito pa sta vgravirani dve zelo boleči meji. Severna meja in rabajska meja. Dve boleči meji nastali leta 1920. Severna, začrtana po plebiscitu na Koroškem, in rabajska meja, določena s pogodbo med kraljevinama Italijo in SHS. Posebej sta izpostavljeni tudi mesti Ljubljana in Trst. Trst, tisto mesto, ki je še v začetku 20. stoletja imelo več Slovencev kot katerokoli drugo slovensko